Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, tole so Vesti na vesti. Pahor Premjejči Borut je javnosti predstavil spisek kandidatov za svojo vladno ekipo. Končno imamo vlado po abecednem redu. Ministrstvo za okolje in prostor Karel Erjavec, minister brez listnice za razvoj in evropske zadeve magistr Mitja Gaspari, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič, ministrstvo za obrambo profesor dr. Ljubica Jelušič, ministrstvo za notranje zadeve Katarina Kresal, ministrstvo za finance dr. Franc Križanič, ministrstvo za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik, ministrstvo za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič, ministrstvo za zdravje Borut Miklavčič, ministrstvo za javno upravo Irma Pavlinič Krebs, ministrica brez listnice za lokalno samoupravo in regionalni razvoj bo magistra Zlata Ploštajner, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano profesor dr. Milan Bogačnik, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve profesor dr. Ivan Svetlik, ministrstvo za kulturo Majda Širca, ministrstvo za promet dr. Patrik Vlačič, ministrstvo za pravosodje Aleš Zalar, ministrstvo brez listnice, minister brez listnice za Slovence po svetu, akademik profesor dr. Boštjan Žekš, ministrstvo za zunanje zadeve Samuel Žbogar. Kako močno vlado je sestavil Pahor, ne moreš verjeti, kakšna velika imena. Si slišal? Ja. Velika imena. Vmes je celo Erjavec, za katerega smo dolgo sumili, da ga ne bo, ampak vsaj jaz sem osebno pomirjen. Hvala Borut. In celo ženske so noter. Ja. Prav primerno je zasoljena z dekleti, tu in tam, tako da nimamo se kaj pritoževati. In celo luštne so, Katarina Kresal. Ali veste, kdo je Zlata Ploštajner? Gospa je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo. Jaz verjamem, da je bila izbrana po strogih strokovnih kriterijih in verjamem, da bo dobro delala. Veste karkoli o njej? Ne moram reči, da sem kdaj srečala. Med člani Slovenske škofovske konference vlada velika zaskrbljenost, ker koalicijska pogodba napoveduje redefiniranje odnosa do verskih skupnosti. Ja, ker pripravite se. Sorry, fantje, sorry. Pripravite se. Celjski škof Anton Stres je takole pojasnil, zakaj jih skrbi. Če bi tam pisalo, da se bodo razvijali, potem bi rekli, da se bo pač razvijali. Zdaj pa rečeno redefinirali. Pojem redefinicije pomeni, da bodo na novo definirali, da sedanje ni dobro. In če zdaj seveda živimo v svetu, v katerem pač našem, kjer se pač marsikakšne izjave dajejo, mediji pač prinašate različne stališča različnih politikov ali pa ljudi, ki so blizu tem politikom, potem se lahko razmišljamo, da ta redefinicija po vsej verjetnosti ne bo šla v smeri še večje kooperativnosti, ampak večjemo v smeri manjše. Žal. Borut Pahor pa je skrbi Slovenske rimsko-katoliške cerkve zavrnil zelo na kratko. Povedano drugače, ni jih jebal. Strpnost in sožitje sta moji vodili. Kaj je rekel? Smrtnost in ožilje sta moji vodili. Ja. Na drugi strani Robovega vodnjaka pa svoja pričakovanja do nove koalicije ponovi ljubljanski Zoran Živpan Janković na temle posnetku. In jaz še enkrat bom rekel, pričakujem, da se v roku naslednjih 10 dneh vlada imenuje, da zasede svoje položaje in pričakujem tudi ta poziv na pogovor. Ta pogovor pa nas bo pa zelo enostaven. Mi ne bomo nič drugega hoteli in nič drugega predlagali kot tistih 80 točk, ki so dobre tako za državo kot za mesto, ki smo jih mi že podpisali z ministri, ki že odhajajo. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ZSSS so mnenja, da je dvig cen komunalnih storitev, kateremu je vlada predhodno soglasje dala v začetku oktobra, neupravičen in nerazumen in se strinjam. Predsednik sindikata Dušan Semolič ugotavlja, da revnejšim preostane samo še eno. Delavci s temi z minimalnimi plačami oziroma z nizkimi plačami, oni lahko potem spet samo varčujejo pri hrani. Pri hrani. Vse druge ne moš varčevati, ko se dvignejo te cene. In spet nazaj na desno. Ljubljanski nadškof Alojz Uran ima za vse, ki jih skrbi finančna kriza, enostaven nasvet.
Apostol Pavel je rekel, znam živeti v obilju in znam živeti v pomanjkanju. Državni zbor je na predlog vlade, ki se poslavlja, kljub temu sprejel paket zakonov za reševanje finančne krize, kajti molitev ne bo dovolj. Za komentar smo poprosili finančnega ministra Andreja Bajuka in poslanca SD Antona Tončija Ropa. Rešila ne bo tegob, ampak ustvari pa možnost, da jih bomo lahko zmanjševali negativne posledice te finančne krize na globalni ravni. Vendar pa, kot rečeno, manj, ko se bosta te dva zakona uporabljala, bolje bo za Slovenijo. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V Ljubljani se je pravkar pričel Ljubljanski mednarodni festival filma. S programskim direktorjem Simonom Popkom se je pogovarjal Urh Maček. Zdaj smo pa pri teh zvezdnikih, pa ljudi, ko imajo problem, da ni festivala, če nimaš kakšnega zvezdnika, ne? Ampak nekako, koliko budžeta, če hočeš približno eno znano, polznano ime prebrati? Ni problema, Georgea Clooneyja dobimo 100.000 evrov na mizo, pa pride za 4 ure, mediji od tega ne bi imeli nič, oboževalci še manj, publika tudi nekaj dost. Jaz se spomnim tega Bena Afflecka izpred 2 let. Tak šov tam so naredili, nihče ga sploh videl ni, bojda. Na žur je prišel za 15 minut, bil je strašen z 20-minutskim kordonom, tako da to zame pač ni, ne vem, če je to za ljudi, bi rekel, smisel festivala, potem to pač zame ni. Seveda je zdaj obstajal pač zvezdniki više ali pa nižje kategorije. Na Sarajevskem festivalu je mi to uspelo tako dosti simpatično uspest. Zmagovalec urbanistično-arhitekturnega natečaja za ureditev območja tovarne Rog Boris Mežan je zavest povedal, kako so iskali rešitve za ureditev Roga. V mislih smo imeli predvsem to, da bi bila to neka celovita rešitev, zaradi tega, ker je redko kdaj se zgodi, da lahko kot arhitekt oziroma avtor pač deluješ nek projekt za toliki elementi, se pravi na urbanističnem nivoju, na arhitekturnem in detaljnem nivoju, kar bi ne bi v končni fazi nekje pripomoglo, da se zadeve med seboj delujejo. Se pravi, skušali smo ne samo reševati posamezne probleme posamezno, ampak vedno gledati, da je celotna rešitev skupna, da ima nek višji smisel in da posamezni elementi med seboj čim bolje komunicirajo. Druga štajerska noč v Ljubljani je tokrat na odru gostila Preporod, Globoka grla z Zoranom Predinom in Mi2. Med publiko so bili tudi 3 župani. Ljubljanski, mariborski in celjski. Slednjega smo vprašali, ja, kaj pa ti tu delaš? Kako bi pa izgledala štajerska noč v Ljubljani brez mariborskega pa celjskega župana? Ne, šalim se, ampak povabil me je Zoran Predin, pa tudi Tone Kregar, ki živi v Celju, pevec ansambla Mi2 in se z veseljem pridem, da vidim, kako izgleda štajerska noč v Ljubljani, čeprav v Ljubljani je zelo veliko štajercev. Še vreme? Včeraj se je v slovenskem parlamentu bliskalo. Dežja, ki bi počistil zalego, pa žal ni bilo. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.